In dragi prijatelji, gornike in gornici, gornike in gorniki, vsi, ki se radi zbirate tukaj v tej prelepi dolini Soče. Že 20 let prihajamo sem. Pravzaprav se nismo te kraje napotili samo enkrat, to je bilo lani. Lani ni bilo našega srečanja tukaj v Bovcu oziroma v dolini Soče. In tako se tokrat letos srečujemo na 20. jubilejnem srečanju. Vendar pa ste lani zborovali drugje, zborovali ste pred hišo krivice in hišo sramote. In tisto zborovanje ni bilo tako prijetno, kot so ta naša srečanja vsako leto tukaj. Je bilo pa potrebno in lahko rečemo tudi koristno. Obrodilo je sadove. Slovenska demokratska stranka je v lanskem letu, v letu, ko so ji namenili uničenje ali pa vsaj marginalizacijo, stala in obstala. In danes smo močnejši, kot smo bili kadarkoli prej. Energijo, ki jo premore Slovenska demokratska stranka, Slovenija v tem času nujno potrebuje. Če ne bilo Slovenske demokratske stranke in njenih naporov, njenih uspehov vlad, ki smo jih vodili, pa sprejetih zakonov, ki smo jih vlagali tudi takrat, ko smo bili opozicija, bila danes Slovenija najbolj v slabšem položaju kot Grčija. S tem, kjer smo danes, ne moramo biti zadovoljni, ampak lahko je bilo še mnogo slabše. Predstavljate si, da ne bilo sile, kot je Slovenska demokratska stranka. Predstavljate si končno, da ne bilo Demosa, dr. Jožeta Pučnika, kje bi danes bili. Torej, zdaj spet prihaja čas, da ne samo mi strnemo vrste, ampak da se tudi vsi v Sloveniji, ki želijo Sloveniji dobro, ki jo imajo radi, ki jo imamo radi, povežemo. Pravzaprav edina dejanska in res škodljiva delitev, ki v tem času obstaja v naši državi, je delitev na tiste, ki imajo to državo radi, in na tiste, ki je nimajo. Še posebej to velja za nosilce javnih funkcij, kjer se na 100 km daleč lahko vidi, komu gre za skupno dobro, komu gre za stvar in komu gre zgolj za lastne interese. S tem, kje smo in kar imamo, kot sem dejal že prej, ne moramo biti zadovoljni. Imamo oblast, ki se je oblikovala po nelegitimnih volitvah, in tako tudi vlada. Tako tudi vlada. Pravzaprav se škandali, še posebej, ko gre za mednarodni ugled Slovenije, kar vrstijo. Eden prehiteva drugega. Kot včasih spet prihajajo klici, pride klic iz Moskve in gre na zunanji minister na parado v Moskvo. Potem pride klic iz Beograda in naša vlada se premisli in naša častna četa ne sodeluje pol na paradi v Zagrebu. Pa pride klic iz Beograda, pa naši aretirajo kosovskega politika, ki je dobrodošel v vseh ostalih evropskih državah. Pride klic iz Moskve in pride sem predsednik ruske vlade v času, ko je Evropa razmišlja o zaostritvi sankcij proti tej državi zaradi okupacije Krima. In
pomoči agresiji na vzhodu Ukrajine. Skratka, na Slovenijo v tem času žal zunanji demokratični svet gleda z velikim začudenjem in se sprašuje, kam je šla tista zgodba o uspehu, ki smo jo predstavljali še nedolgo nazaj. Torej, čas je, da se to vrne, vendar pa tega povratka ni možno pričakovati preko dejanj tistih, ki so to stanje povzročili. Slovenci že stoletja vemo, da tisti, ki je grunt zafuril, ga bo zelo težko postavil nazaj. Potrebne so tukaj alternative in Slovenska demokratska stranka je takšna alternativa. V tem času smo edina resna politična sila, ki je sposobna ponuditi to alternativo. In to ni alternativo nekih navideznih, brezmadežnih novih obrazov, ki se sfižijo potem 2 meseca po volitvah. Že 3-krat se je to slovenskim volivcem zgodilo. Slovenska demokratska stranka je sposobna ponuditi preizkušeno alternativo. Tisto, kar je delovalo, tisto, kar deluje, to, kar je delalo dobro pri nas in to, kar delo dobro drugod po svetu, kjer so na oblasti stranke podobne usmeritve, kot je naša. In teh primerov po svetu je veliko. Žal za mnoge ne vemo, ker v naših medijih tudi, ko gre za dogajanje zunaj, lahko zelo selektivno preberemo, kaj se dejansko dogaja. Da ne govorimo o tem, kakšno je poročanje o dogajanju znotraj. Če vzajemo samo nekaj zadnjih primerov, ki so bolj sveži. Samo danes ne bi o tem, zgolj to, da se je potrebno zavedati, da volivci, ki niso obveščeni o dejanskem stanju, ne morejo razumno voliti. Resnična, pravočasna, objektivna informacija je temeljni pogoj za to, da demokracija v neki družbi, v neki državi deluje. To se ve že tisočletja, od prvih poskusov, recimo, grške oziroma atenske demokracije. Če ljudje poznajo samo eno plat zgodbe ali pa sploh nobeno, potem se zelo težko pametno odločajo in jih ni možno kriviti. Treba pa se je prizadevati za to, da se vzpostavi sistem, v katerem bomo vsi lahko uresničevali ustavno pravico do objektivne obveščenosti. Do tega, da bo svoboda govora, zborovanja in vse druge temeljne svoboščine, ki so zapisane v slovenski ustavi, da bo se to živelo tudi v praksi. In da bomo imeli izbiro, da bomo državljani imeli izbiro tudi, ko bo šlo za to, ali gledamo to ali ono televizijo, ali poslušamo ta ali oni radio, ali beremo ta ali oni časopis. Zdaj te izbire praktično ni. Nekaj različne embalaže, vsebina pa pravzaprav povsod ista. Zato so naši napori usmerjeni v tem času v vzpostavitev konkurenčnosti tudi na medijskem področju v Sloveniji. In od tega mesta Zdaj, spremembe na bolje v Sloveniji so neizogibne in se bodo zgodile, do njih bo prišlo. Slovenija ne more ostati trajno takšen postkomunističen otok sredi Evrope in ne bo obstala, vendar pa je tudi čas pomemben. In hitrost teh sprememb je bistveno odvisen od tega, kako hitro se bo vzpostavila neka konkurenčnost v slovenskem medijskem prostoru. Več bomo naredili za to, prej bo do teh pozitivnih sprememb prišlo. Prej bo Slovenija spet država, v kateri bo gospodarska rast večja, kot pa so obresti za dolgove, ki jih moramo odplačevati. In prej bo tudi ugled Slovenije ponovno tak,
kot je bil recimo pred 7-8 leti, ko je bila Slovenija zgled ostalim državam, ki so se na novo vključile v Zvezo NATO in v Evropsko unijo. Velikokrat poslušamo, kako moramo biti neodvisni, samostojni zagovorniki tako imenovanega nacionalnega interesa, ki to besedo zlorabljajo zgolj za obrambo lastnih privilegijev in koristi in monopolov. Velikokrat pravijo, kako se je treba upirati tujemu kapitalu, pa diktatu iz Evrope in iz Bruslja in tako naprej. Seveda to govorijo zgolj takrat, kadar so ogroženi njihovi neposredni interesi. Ko pa pridejo klici, ki sem jih prej navajal z Moskve ali pa z Beograda, takrat pa ni nobenega glasu o tem, da je treba biti neodvisen in samostojen in imeti neko pokončno zunanjo politiko. Pravzaprav, ko govorimo o zunanji politiki, bi morali hišo, v kateri domuje slovensko zunanje ministrstvo, poslati na nek tečaj telefoniranja. Štejemo leto 2015, pa smo tukaj šele na začetku. Telefone so izumili že zdavno in istočasno se je vedelo, da se to da tudi poslušati. Ta škandal pač dokazuje, kako malomarno, kako šlamastično se upravljalci države lotevajo svojega posla. In to je še nek dodaten signal, ki nakazuje potrebo potem, da čim prej pride do sprememb. Bi se pa spodobilo, da je začetek teh sprememb vsaj odhod slovenskega zunanjega ministra. Ne samo zaradi teh zadnjih dogodkov, ne nazadnje tudi zato, ker je, če se spomnite, pred vsakimi volitvami obljubljal povprečno pokojnino 1000 evrov. Verjetno vas je tukaj veliko, ki nimate takšne povprečne pokojnine. Pravzaprav velika večina slovenskih upokojencev nima takšne pokojnine. Velika večina. Tako da čas bi bil, da vsaj neka sled objektivne odgovornosti začne delovati tudi, ko gre za ljudi, ki so v vseh koalicijah in vseh vladah in se imajo za nepogrešljive. Seveda to samo po sebi še ne bo prineslo teh sprememb, o katerih sem govoril prej, ki so zapisane v našem programu, zato se bo treba še dodatno potruditi. Ampak, kar se tiče Slovenske demokratske stranke, smo na dobri poti. Lanska ofenziva je za nami. Letos smo se lahko spet svobodno zbrali tukaj pod gorskimi vršaci v tej prekrasni dolini Soče, ob, kot je rekel Simon Gregorčič, tej bistri hčeri slovenskih planin. In to nameravamo početi tudi prihodnja leta. Pričakujem, da nas bo vsaj toliko kot letos, ker se nas je zbralo veliko. Hvala vsem, ki ste prišli iz vseh koncev Slovenije. In tistim, ki so nas lani pokopavali oziroma odmetavali na smetišče zgodovine, kot so rekli, sporočamo, še vedno smo tu, tukaj bomo in tukaj bomo zmagovali. Slovenci smo skozi zgodovino, tudi novejšo zgodovino še živečih generacij pretrpeli toliko smo dali skozi raznih dogodkov, vojn,
spopadov, revolucij, da je tega zdaj že res dovolj. Zaslužimo si neko stabilno, mirno prihodnost, zaslužimo si življenje, iz katerega mladim ne bo potrebno odhajati v tujino za kruhom, ker bo dobro plačanega dela dovolj doma, kjer bomo to, kar ustvarimo, pametno vlagali in kjer bomo končno znali izkoristiti tudi priložnosti, ki so se nam ponudile z vstopom v Evropsko zvezo. Ravno ti kraji, kjer smo se danes zbrali, kraji Zgornjega Posočja, so bili v času, ko je bila Slovenija v Jugoslaviji, ko je tukaj nedalec stran bila meja, ki je bila pravzaprav železna zavesa, kjer so ljudi streljali, če so hoteli na zahod, prav do leta 1990. Te umore med drugim odobraval človek, ki je danes predsednik Slovenskega vrhovnega sodišča. Ti kraji so bili zaradi te meje in zaradi te zaprtosti ogroženi razvojno, demografsko, z odpravo teh meja, s tem, ko se je spet lahko matičen narod povezal brez nekih resnih administrativnih pregrad z našimi rojaki, ki živijo preko meje v Benečiji, v Furlaniji, Julijski krajini. So se nakazale takšne razvojne možnosti, kakšnih še nikoli nismo imeli. In mogoče smo 10% tega doslej znali izkoristiti, vse ostalo je še na razpolago. In ta gospodarski razvoj, ki ga beležimo tukaj in nasploh v Sloveniji, bi lahko bistveno hitrejši, bistveno večji. Slovenija ima dovolj potencialov, da nikomu ne bilo treba s trebuhom za kruhom v tujino. In cilj Slovenske demokratske stranke je, da ponovno Slovenijo postavimo na takšno mesto, da bo to tudi naša realnost. In kot rečeno, tega ne bo treba čakati prav dolgo. Bomo pa na tem cilju bistveno hitreje, kolikor hitreje bomo sposobni vzpostaviti normalne razmere, tudi za politično tekmovanje, kjer bo veljal nek fair play, kjer bodo programi vseh strank enako pošteno predstavljeni in kjer razni monopoli in razna podzemlja in razni forumi ne bodo vladali preko svojih satelitov oziroma lutk. Da to zmoremo, smo dokazali doslej že velikokrat. Slovenske demokratske stranke ni treba razlagati, kaj bi bilo, če bi bilo. Mi lahko pokažemo rezultate iz naše preteklosti. Mi smo realna alternativa, mi nismo novi obrazi, ampak smo realna alternativa temu stanju. Smo tista alternativa, ki je v preteklosti, v 4 letih, recimo, ko smo vodili vlado, slovenski standard dvignili za 24%, kar je po letu 2008 zgolj pobožna želja kogarkoli, ki sedi na Gregorčičevi. 10% tega je zanje že uspeh. Tudi s tem, ko ste danes v precej težkih razmerah tekmovali na naših letnih športnih igrah, ste dokazali, da se ne ustrašimo ovir in preprek. Še posebej čestitke tistim, ki ste mivko zamenjali za blato v tem dopoldanskem času ob nevihti, ki se niste ustrašili in odpovedali tekmovanja. Čestitke ne samo zmagovalcem, ampak vsem, ki ste sodelovali v različnih disciplinah. Še posebej pa čestitke in zahvala vsem, ki ste v Bovec prišli zelo daleč. Ste se vozili nekaj ur in se boste še domov vozili nekaj ur. Slovenija ni tako majhna. Tistih je prvič v Bovcu je to verjetno ugotovil. Tako da, hvala vsem, nasvidenje prihodnje leto na tem istem kraju. Jaz verjamem, da bodo naši kolegice in kolegi iz Bovca in naših odborov iz Zgornjega Posočja tudi naslednje leto enako dobri gostitelji kot letos. Za letos se jim zahvaljujemo, mislim, da zaslužijo poseben aplavz.
Hvala tudi gospodu županu občine Bovec za pozdrave in za gostoljubje, tudi čestitke za nekaj pogumnih potez v tem novem mandatu, ko smo vsi veseli, da se ta prekrasni del Slovenije razvija bolje, da ima bolj ambiciozne načrte, kot je bilo to pred prejšnjimi lokalnimi volitvami. In seveda hvala vsem domačinom, ki nas vsako leto prijazno sprejme in potrpijo tudi kakšno dodatno gnečo, ki jo povzročimo v tem sicer lepem turističnem kraju. Torej, hvala vsem, prijetno popoldne. Prijetno popoldne in druženje še naprej tistim, ki se boste udeleževali tudi drugih aktivnosti našega letnega tabora, ki bodo potekale tukaj v okolici, predvsem po vrhovih v naslednjih 2 tednih. Želim tudi dobro kondicijo, dobro vreme, obilo športnih in predvsem gorniških užitkov, pa seveda, da si v tem času naberemo čim več svežih moči, ne bom rekel za vročo politično jesen, ker je tudi poletje politično vroče, kot vidite. In se bo najbolj to nadaljevalo, bojim se, da tudi s kakšnimi neljubimi dogodki v naši, bom rekel, širši domovini Evropi, zaradi različnih situacij. Ampak kakorkoli, pomembno je, da ohranimo zdrav duh v zdravem telesu, tako kot posamezniki, tako kot stranka. Veliko veselja ob prijetni glasbi, ansamblu pa še posebno zahvala za tisto pesem, ki so jo zaigrali pred mojim govorom. Hvala.